Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod lipami. To je vaša številna prisotnost. Potrjuje, da ni potreba predstavljati nocojšnjega gosta, ne? Vsekakor ga lepo pozdravljamo v naši sredi in hvala, da se je odzval našemu vabilu. Lepo pozdravljen, gospod Štuhec. In dobrodošli v naši sredi. S dr. Štuhecom se bo pogovarjala Erika Jazbar, ki ji predajamo besedo. Dr. Štuhec, dobro večer. Dobrodošli ponovno po kolikih letih? 4. Potem ste bili enkrat tudi gost skupnosti družin Sončnica. Torej, pri nas ste bili še prej. Kakorkoli, za ta večer smo se dogovarjala že, odkar je išla knjiga lansko leto. Povod za današnjo predstavitev je izid te fenomenalne knjige z zelo jasnim in čistim naslovom Slovenija brez Patrie in zvonov, ki je išla pri Celjski Mohorjevi lansko leto. Dogovarjala se torej kar nekaj mesecev, vendarle je uspelo. Za organizatorje je, ko imaš gosta, kakršen je Štuhec, je naloga zelo lahka, ker promocije skoraj ni treba, ko se razpasajo okoli glas, da je Štuhec nekaj v okolici, že veš, da imaš polno dvorano, tudi brez posebnih komunikejev, vabil in tako naprej. Torej, hvala še enkrat, da ste si vzeli čas. Prišli ste iz Maribora, to je kar daleč, ne? Polna dvorana, zakaj? Ker dr. Štuhec je človek čiste in jasne besede, ni mu treba biti všečen in s svojim načinom čistih misli prevzame kateregakoli sogovornika, tudi tisti, s katerim verjetno se ne strinja, ga prevzame. In zato jaz bi začela prav pri tem. Verjetno vprašanje, ki vam ga postavljajo pogosto, ampak zakaj se vi na novo vsakokrat odločate, da z vašimi zapisi in z vašimi nastopi si zapirate vrata v razne etablirane sredine, ali pa če obrnemo, zakaj vaši kolegi, duhovniki, teologi in podobno, se ne odločajo za tako obliko odkrivanja resnice, kot to delate vi in pogosto ste tudi tarča kritik. Najprej dober večer vsem, hvala lepa za vabilo, pa za vse izrečene komplimente, tako da sem vesel tudi, da je tako lepa udeležba. Zdaj, na vaše vprašanje bi odgovoril tako. Jaz sem se najprej kot gimnazic odločil, da grem študirati pravo. In sicer je ta odločitev bila povezana z motivacijo, da bom v življenju se boril za pravice ljudi. Ko sem šel na pravno fakulteto, pa sem po 3 mesecih ugotovil, da se bom boril za marksistično državo. In sem pravo pustil. Potem sem si vzel nekaj časa, sem šel k vojakom in tako naprej, pa potem počasi zorela tudi odločitev za duhovniški poklic. Ampak mislim, da nekaj tega pa meni je ostalo. In glede na to, da na oni strani meje živimo že od praktično začetka druge svetovne vojne naprej v totalitarnem sistemu, sicer imamo formalno demokracijo, ampak miselnost je ostala totalitarna, pa ne samo to, ne? Če še pogledamo nazaj, praktično Slovenci nikoli nismo imeli neke resne demokratične tradicije, v kateri bi se Slovenec počutil svobodnega državljana, svobodni državi, kjer sme govoriti tisto, kar misli. In ker to Slovencem kronično manjka, jemljem jaz to za svoje poslanstvo, da prvič sem se naučil svobodno misliti že pod komunizmom, drugič sem bil v tej državi, v kateri sem zdaj v Rimu 6 let, kjer sem se dodatno naučil svobodno misliti. V počitnicah in počitniškem času sem skupaj preživel morda leto pa pol do 2 leti v Nemčiji,
kjer sem se tudi naučil svobodno misliti in mislim, da je potrebno, da posodim tudi glas tistim, ki še si v Sloveniji vedno ne upajo nesvobodno misliti, nesvobodno govoriti, še manj pa se svobodno odločati. Zato, ker se morajo poskrbeti za svoje družine, ker se tudi danes bojijo za službe, ker še vedno mislijo, da če šef misli politično eno, oni pa drugo, da to bolje, da šef ne ve in tako naprej. In mislim, da je v Sloveniji še vedno eden od ključnih in velikih problemov vprašanje svobode mišljenja in govora. In to velja tudi za notranji cerkveni prostor. Če bova prišla tekom debate tudi k Zvonovom, bom na primeru Zvonove to tudi še ilustriral. Ja, k Zvonovom in k Patri seveda prideva, ampak nekaj voda, ne najprej, ne? Ja. Kristjan v družbi, slovenski kristjan v družbi, dopuščena, recimo, glavnina slovenskih kristjanov, tudi tukaj v zamejstvu, ne samo v Matici, kako bi rekla, doživljajo svoje javno življenje in svoje tudi versko življenje omejeno na neko karitativno plat, versko, privatno, naprot družinsko in tako naprej. Vi kot duhovnik in spovednik se v bistvu je ponovno poglobitev tega, kar ste že rekli. Vi kot spovednik imate tudi vpogled v globlje dinamike slovenskega človeka. Torej, to neukvarjanje z nekimi vsebinami in vprašanji, ki so politične narave v širšem in pa v ožjem smislu, je še vezano na strah, je to oportunost, je to komodnost, kateri je tisti najmočnejši element? No, kar ste rekli glede spovedovanja, jaz še v življenju kot duhovnik v svojih 37 letih nisem slišal Slovenca, ki bi se mi spovedal karkoli v povezavi z družbeno odgovornostjo. Politično odgovornostjo. Te dimenzije slovenski kristjan ne uvršča v sfero greha. Da sem se premalo angažiral, ali pa da sem bil angažiran, pa nisem bil pošten. Recimo, jaz takega greha še spovednici nisem slišal. To nekaj pove, ne? O tem, kar ste vprašala. Moja razlaga tega je, in to tudi vsa leta razlagam študentom, ker vse študente vedno vprašam, vsi so krščeni, ne? Jaz jih dobim v 2., 3. letniku teologije. Katere so 3 bistvene stvari, s katerimi deležimo preko krsta na Kristusovi službi? A mislite, da dobim pravi odgovor? Ja, dobim, recimo, duhovniška, preroška, še morda ne, pri kraljevski imajo že velike težave, vsi po vrsti. Ko pa vprašam, kaj pa to pomeni, po popravilu ne dobim nikoli pravega odgovora. Za duhovniško običajno vsi po neki naši standardni praksi pomislijo samo na sakramentalni del. Ne pomislijo pa, da je bistvo duhovništva v služenju. Beseda služenje pride izjemno redko iz ust mojih študentov. Potem, ko gre za preroško, vsi mislijo, ne, da prerok napoveduje prihodnost. Ne vejo pa, da napoveduje res prihodnost prerok v stari novi zavezi, ampak na podlagi preteklosti. Ne, tu smo pri tipičnem problemu slovenskem, pustimo preteklost, gremo prihodnost. Kako boš prerok, če ne poznaš preteklosti? Ko pa gre za kraljevsko službo, da pridem do tega, da skupaj ugotovimo, če pogledamo na križ, da je kraljevska služba v tem, da kraljuje življenje nad smrtjo, tu so pa sploh hude težave. In zakaj? Najbolj osnovne katekizemske resnice ljudje ne poznajo v Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker slovenski kristjan ima nekako cerkev v konceptu verouka, kateheze v župniji in to, da so ga spravili k sakramentom.
kakšno pa bi naj to imelo konkretno posledico v konkretnem vsakdanjem življenju, to, da sem krščen, to, da sem kristjan, to, da sem prejel zakramente, to, da prejemam zakramente. O tem se pa nažalost mnogim sanja ne. Tudi takim, ki jih dobimo na teologijo in ki teologijo študirajo kot laični teologi, pa tudi med bogoslovci Dejana Neškova, ki nima pojma o tem. In ta, jaz recimo sem doživljal italijansko cerkev. Italijanska cerkev je za moje pojme bila v 80-ih letih neprimerno bolj družbeno angažirana in eksponirana, kakor pa je recimo bila slovenska. Slovenska je bila zahvaljujoč nadškofu Šušterju, ker je prišel švicarsko izkušnjo. Če bi mi imeli enega škofa takrat v Ljubljani, ki bi imel samo notranjo slovensko izkušnjo, vam povem, da bi bil zajc od zajcev. Ker je tako pač v Sloveniji. In samo nekdo, ki je prišel z neko drugačno percepcijo cerkve in z mednarodno izkušnjo, nam je seveda v tistih letih je odigral takrat tudi družbeno pomembno vlogo. In to je en vidik, da znotraj cerkve ni jasen koncept, da je cerkev sestavljena iz oznanjevalnega vidika, zakramentalnega in karitativnega oziroma služečega, ki pa ni omejen zgolj na dobrodelnost, ampak je razširjen v vse sfere družbenega življenja. In seveda, ker sem tudi predavatelj družbenega nauka cerkve, je to na nek način moja specialiteta, ves čas, s tem sem se tudi vedno najbolj ukvarjal. In v dokumentih, cerkvenih dokumentih je dovolj snovi za to, da bi slovenski kristjan to vedel in razumel. Ampak tu imamo seveda pa mi tudi svojo zgodovinsko pogojenost. Če pogledamo 100 let nazaj, lansko leto smo obhajali Krekovo stoletnico, lahko ugotovimo, da kristjani so bili takrat tako rekoč družbena avantgarda. Krek je bil družbena avantgarda, v pravem pomenu besede, v žlahtnem pomenu besede. Potem Kocbek je z svojo idejo krščanskih socialistov, ki bodo spreminjali moralni karakter slovenskega človeka, odpovedali so se pa organiziranemu delovanju in pa tudi participiranju na oblasti, v okviru Osvobodilne fronte. Kocbek pa je cepil na nek način slovenskega kristjana s predsodkom do biti aktiven na družbenem nivoju, tudi ko gre za organiziranost. Tu bi spomnil samo na to, kako, marsikdo od vas tudi ve, kako je Oman rekel na enem od sestankov Društva 2000, ko so se odločali, ali bi postali stranka, ali ne bi postali stranka, ali bi bili naprej še gibanje, ali kaj bi bili, sploh niso vedeli, kaj bi bili, pa je Oman rekel, pa če vas je kaj v hlačah, pa boste naredili že stranko. In če Oman moral znotraj Društva 2000, ki je sploh nikoli ni bil član, ampak je pač to bilo neko gibanje takrat v 80-ih letih in 90-ih letih, on je moral dati, zadnji šus, da so se premaknili. Ampak, do česa je prišlo? Do razdelitve. Peterle je potem šel v stranko, Kovačič pa nikoli ni šel v stranko in je ostal tako rekoč vse do danes, neke vrste disident in vodja gibanja, ki ga ni bilo. Nikoli ga ni bilo. Zdaj je bil sam pred 2000 zraven, tako da malo poznam stvari vzod. Ampak to je, mi smo po drugi svetovni vojni s tem Kocbekovim kompleksom, jaz pravim temu, cepljeni tako močno, da se slovenski kristjan ne počuti odgovornega za skupne družbene zadeve, pri katerih moraš participirati, posebej še v demokraciji. Ker če v demokraciji ne participirajo vsi državljani na sistemu, potem je to najboljše trasiranje poti v diktaturo. Tako je bilo
pred drugo svetovno vojno v Italiji, tako je bilo v Nemčiji, tako je bilo v Avstriji, tako je bilo vse posod, kjer so diktatorji prišli. In Slovenci smo na najboljši poti, da bomo nekega dne si izvolili diktatorja, če bomo to delali naprej. Ne to prav tako. Nisem čisto siguren. Ja. In se pravi, po eni strani imamo ta koncept cerkve, ki ni dovolj izčiščen, po drugi strani imamo pa neko zgodovinsko prakso in eno in drugo seveda prispeva k temu, da slovenski kristjan ima še vedno sorazmerno velike težave z svojim pozicioniranjem v demokratični, pluralni in tudi sekularni družbi. Torej, kje začnemo? Poleg tega, da povabimo doktorja Štuheca, da spregovori publiki, mislim, v Sloveniji že 25 let imamo zasebne šole, ki bi lahko to posredovali. Kje je treba začeti v resnici? Ja, začeti je treba na večjih koncih in seveda tudi, zdaj, ko ste omenili zasebne šole in sam kot do nedavnega strokovni direktor zavoda, po novem sem rektor, nisem več strokovni direktor, ker smo morali spreminjati nekaj v institucionalnem smislu, ampak to ni pomembno. Veste, velike težave so z tem, da recimo v 4 letih, ko so srednješolci v največji pubertetni fazi, da ti v teh 4 letih vrednostno res kaj bistvenega lahko spremeniš. Naši dijaki, ki pridejo iz osnovnih šol v Sloveniji, imajo takšen zgodovinski spomin, kakršnega imajo njihovi profesori zgodovine. To pa vemo, kakšen je. Projugoslovanski, prokomunistični, nedemokratičen, kaj šele, da bi zgodovino gledali skozi človeka kot posameznika in njegovo usodo in kaj so mu sistemi in ideologije povzročile na njegovi eksistenci. To bi moral biti ta paradigmatični preobrat v zgodovinski zavesti. Mi imamo vsako leto na naši gimnaziji en program skupaj z VSO-jem, tem združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. In profesorica zgodovine navadno izbere pač tiste najbolj zainteresirane dijake in naredi intervju z njimi, kaj vejo o osamosvojitvi. Nič. Nič. In to seveda vam veliko ali pa vse pove o tem, kaj se dogaja v slovenskem šolskem sistemu, ko gre za vprašanje naših korenin. Da ne govorimo o tem, mi smo vendarle v Sloveniji priče, ne ravno od 90 let naprej, ampak bi rekel od leta 94-95 naprej, sistematičnega negiranja vsega, kar bi lahko spomnilo na krščanske korenine v zavesti slovenskega človeka. Naj vam to ilustriram z enim takim zelo plastičnim primerom. En kolega profesor iz Dunaja je bil tam, mislim, da pred letom 2000, pa okrog leta 2000 na enem simpoziju pri nas v Sloveniji. Je bil takrat, pazite, Dunajčan je bil takrat prvič v Sloveniji. No in se je takrat srečal prvič pač Slovenijo kot pokrajino in vsem tem. 2-3 leta nazaj sva se srečala na Dunaju, pa mi je rekel, veš Ivan, odkar sem bil pri vas prvič, sem nekako sledil, kaj se pri vas dogaja in predvsem sem opazoval, kakšne materiale turističnih ponudb pošilja Slovenija v Avstrijo. In ker sem takrat nisem mogel razumeti,
kako vi v Sloveniji nimate religijskega pouka, ne verouka, religijskega pouka, ker o tem smo imeli simpozij. Rekel, nisem tega mogel razumeti. Kako je to mogoče? Zdaj razumem. Na turističnih ponudbah, ki jih dobimo mi v Avstrijo, razen blejske cerkve, ni nikjer dobene cerkve, čeprav je pri vas na vsakem griču ena cerkev. In če bi hoteli pokazati, kdo ste, bi pravzaprav morali tudi, recimo, v tem smislu to pokazati. Torej, zanimivo, kako je tujec ugotovo, kako v Sloveniji nekdo sistematično, tudi na polju turističnega, negira krščansko kulturo. In vse, kar diši po krščanstvu. In to je hujše, kot je bilo v komunizmu. Ker je seveda v nekem pluralnem in demokratičnem svetu to veliko lažje početi. Kakor prej, ko si imel na nek način dva sistema in dve ideologiji in dve institucije. Zdaj seveda v tem pluralnem sistemu, kjer je toliko nekih informacij in potem še ta indoktrinacija, ki gre skozi vse sisteme, šolski sistem, kulturni sistem, turistični smo videli, da tudi to ne vede verjetno, ampak pač to je nekje v ozadju, vpliva potem seveda na to, da je ta izguba identitete, ki je povezana s krščanstvom, takšna, kakršna je. In jaz sem prepričan, da če bi recimo danes vi vprašali tudi po katoliških gimnazijah, tiste, ki pridejo prvo leto k nam, kateri so vse bili gradniki ali pa stebri ali pa temelji, osnove, na podlagi katerih smo Slovenci prišli pred več kot 25 leti do samostojne države, da bi bili zelo, zelo redki, ki bi na to znali nekaj odgovoriti. In to je naš resen problem. Tako ste rekla, kje naj začnemo? Na vseh ravneh bi bilo treba začeti. Ker v zadnjih 25 letih kar nekaj medijev je nastalo, je splet, so forumi, cerkev in civilna družba, pomladne strani imajo svoje strukture, in vse to ne pomaga k temu, da se to ohrani. Ne, zato ker vse te stvari, ki ste jih naštela, ki dejansko obstajajo, imajo zelo omejen domet, delno tudi po lastni krivdi, zato ker so v svoji osnovni strukturi preveč hermetično zaprti od vsega začetka, nekatere revije, nekateri časopisi in tako naprej. Tako da to je tudi napaka. Če ti hočeš širšo publiko nagovarjati, pač moraš v izhodišču biti širši in bolj pluralen, ne moreš tako samo zdaj pa drugo stran imeti kot edino referenco, tako da to je tudi problem. Ampak gotovo pa največji problem je pa to, da v teh desetletjih po osamosvojitvi je vendarle televizija še bila za večino ljudi tisti medij, ki je najbolj odločilno vplival na oblikovanje njihove tudi politične kulture. Vemo, da recimo je Pop TV tu veliko, pa A kanal veliko bolj gledan, kakor pa nacionalna televizija. Tako da tu so gotovo bili vplivi največji. Koliko bo zdaj sodobna tehnologija in pa ta množičnost informacij, ki jih preko interneta dobiš in tako, kaj spremenila, se bojim, da ne veliko zaradi tega, ker je teh informacij toliko in ljudje niso naučeni, kako selekcionirati, kako stvari postaviti. Recimo, gledajte, vi imate v Italiji neko kulturo, časopisno kulturo, ki je dolga. Imate v Nemčiji neko časopisno kulturo. Se ve, kaj je Republika, se ve, kaj je Corriere della Sera, se ve, kaj je v Frankfurter Allgemeine, kaj je Süddeutsche Zeitung. Torej, ti imaš
neke profilirane medije, ki so skozi desetletja imeli tudi neko jasno politično linijo. Pri nas imaš seveda te tako imenovane mainstream medije, vse, ki so ostali na istih pozicijah, kakršni so bili. Jaz trdim celo to, da mi imamo danes slabšo medijsko podobo in krajino, kakor smo imeli v 90-ih letih. Če si v 90-ih letih hotel vedeti, kaj v slovenski politiki, si moral v Delu brati Slivnika. Zdaj pa vi meni povejte, koga vi danes Delu morate brati zato, da kaj v slovenski politiki veste. Nikoga. Koga morate brati Dnevniku, koga morate brati v Večeru. Se pravi, njihovi tako imenovani najbolj etablirani pisci niso taki, da jih moraš brati, zato da veš, kaj pravzaprav neka določena politična elita misli, zato ne trebaš brati dobenega komentarja. In to je resen problem. Tudi nivo, novinarski nivo je bistveno slabši, kakršen je bil v 90-ih letih. Da ne govorim o nacionalni televiziji. Nacionalna televizija je, kar se tega tiče, naredila takšen regres, da je lahko samo sram. Se lahko ne strinjam z vami? Lahko. Bez veselja. Ste že govorili o tem dunajskem profesorju, kot zunaj gleda. Jaz mislim, da v zadnjih 25 letih pa nekaj korakov naprej je bilo. Nekatere definicije, ki pred 20 leti so bile nepojmljive, danes so splošno sprejete. Jaz mislim, da Logarjeva preiskovalna komisija, članki Rada Pezdirja, knjige Igorja Merza, vladna komisija Jožeta Dežmana, to so pustili neke sledove. Ne moramo reči, da prav ni tako. To se drži. To se lahko zelo, zelo strinjava na te točke. Ampak vse to, kar ste našteli, niti približno ni v slovenskem prostoru naredilo nekega miselnega preobrata, ki bi ga moralo narediti, kot ga je naredila zgodba Patrije, kot ga je naredila zgodba Zvonov. Prej me je vaš kolega novinar vprašal tudi, vse ste imeli več afer, vse imate afero T2, pa imate cestni križ afero, pa imate ne. To sploh niso v Sloveniji afere. Oziroma T6, ne T2. T6 ni dobena afera. Zaradi tega še doben ni prišel na sodišče. A mislite, da v Sloveniji so ljudje prepričani, da je to zares neki veliki problem? A da je to veliki problem, da je milijarda denarja šla, da se je prala čez Ljubljansko banko? Ne. To v Sloveniji nišče ne dojema kot velik problem. Pa se Logar lahko raztrga vsak dan na nacionalni televiziji. Zadnjič je nacionalna televizija, gospa Lidija Hren, imela kolosalno oddajo. Če bi slovenski medijski prostor vzel resno to, kar je Lidija Hren skupaj z svojimi soudeleženci na omizju govorila in povedala, bi morali 14 dni samo o tem pisati in mediji bi morali pritisniti na vse tiste politične akterje, da doben več danes ne bi bil tam, kjer je. Ampak vsi so še tam in bodo tudi ostali. In to je problem, da resnične afere nič ne premaknejo. Lažne pa veliko. Preidemo k lažnim aferam. Tako je. Samo na kratko, še eno podvprašanje. Torej, na podlagi povedanega, vi napovedujete, da sedaj za volitve se bo ponovil ta scenosled, ki je bil že ob prejšnjih volitvah, da novo ime zmaga volitve s pomočjo medijev in s kampanjo, ki traja en mesec. Bojim se, da ja. Poglejte, mi smo dobili, ne vem, da je pred veliko nočjo, od nove politične zvezde Marjana Šarca nekaj vrste program, ki je bil napisan na enem listu z nekimi, ne vem, 20 točkami. A je kdo to problematiziral v slovenskem političnem prostoru? A je to kdo dal na tapeto, da bi ta program razcefrali v prav faktorje, ker si drugega ne zasluži?
Nič, vse tiho in mirno. A si vi predstavljate, da en Janša ali pa en Tonin pride s cegelcom z 15 nekimi točkami? Ja, pa to bi 3 tedne, mesec dni bi jih imeli na tapeti, bi se z njih norčevali, bi jih sesuli v sončni prah in lahko sam kufre spokajo in grejo iz politike. Če bi slovenski mediji to Šarcem zdaj naredili, ko so imeli za to dovolj snovi, Šarca ni navedel dobeni top lestvici več v naslednjih raziskavah. Ampak niso naredili in ne bodo naredili. Zato, ker ga potrebujejo. In zdaj, če smo še pri kristjanih zraven, da bom grdo povedal, ti tumasti kristjani mislijo, da če eden berilo bere, da je bolj že sposoben za politiko. In ti tumasti župniki dovolijo politiko v volilni kampanji, da gre brat berilo. Pa tudi, če je stalni bralec, v volilni kampanji nima kaj iskati pri ambonu. Nima tam do konca volilne kampanje kaj iskati. Če je bil prej uradni bralec, lahko tudi pod kampanji naprej zaradi mene bere. Ampak v kampanji nima kaj tam iskati. Šarec pa je na sam praznik vseh svetih bral berilo. In zdaj si vi predstavljate te boge naše mamike, slovenske mamike, ja, pa se hodi v cerkev, pa se je pobožen, pa berilo bere in tako naprej. A je to kriterij za politiko, za Božjo voljo? A je to kriterij za politiko, da ti berilo bereš, pa v cerkev hodiš? To je glih tako, kot da bi jaz imel kriterij za profesorja, da berilo bere, pa v cerkev hodi, o matematiki pa pojma nima. Mislim, gledajte, to je ta katastrofa. To je ta katastrofa, da resnega problema političnega se nišče v Sloveniji ne loti na ta način, da bi ljudje razumeli, da je tu nekaj narobe. In če se samo ti mediji, neki ste jih prej tudi našteli, obregnejo to, pol si večina drugih, ki bere druge medije, misli, ja, se ti tak morajo skozi nergati. In zamahnejo z roko in stvar gre mimo. In tako se nam dogaja. In zato se bojim, da bomo tretjič ponovili isto zgodbo. In da bomo spet zbrali neke nove obraze, ki so totalni amaterji in nam že zdaj tretje volilno obdobje amaterji vodijo državo. In to se nam pozna. Torej ne bo treba nobene nove afere, gre vse samo naprej. Mislim, da zdaj ni treba več nobene. Okay. Ampak pravijo poznavalci, bodite previdni, še so v zalogi kakšne afere. Če bo potrebno, bo še zmeraj. Preidiva torej k aferam, o katerih je tudi knjiga, v kateri so objavljeni članki, komentarji, razmišljanja, ki so išli v prej omenjenih medijih pomladne strani. Kar se tiče mariborske afere, so nekateri, je zapis bil napisan za to knjigo, ki ima v ospredju Patrijo in pa Zvonove. Gre za dve aferi, v prvem primeru afero, ki je pogojevala politiko, najpomembnejšo opozicijsko stranko in to za 10 let, kar pomeni, da je pogojevala 4 volitve, če se ne motim. V primeru Zvonov pa gre za afero, ki je diskreditirala ne samo mariborsko nadškofijo, ampak celotno slovensko cerkev. Eno vzporedje pri teh dveh aferah, jih je seveda več, eno vzporedje je gotovo to, da obe aferi sta prišli od zunaj. Patrija s člankom v Espressu, torej v Italiji, in Patrija pa s Finske. Zvonovi seveda mariborska z italijanskim časnikarjem in pa Patrija s Finske. Zakaj je bilo to potrebno? Ja, moja teza je, da to sta pravzaprav edini dve aferi, ki sta bile lansirane preko tujega novinarja ali pa tujih medijskih hiš v slovenski prostor. Tisti, ki so to skonstruirali in tudi to pripravili, so imeli seveda za to dobre razloge. Verjetno so gradili na predpostavki,
da če bodo domači mediji to sprožili, potem del slovenske javnosti temu tako ne bo verjel, ker pač domači medijem več ne verjamejo toliko, kakor pa verjamejo tuji medije. To je najbrž bila ena predpostavka. Druga, seveda je bila tudi ta, posebej še pri zvonovih, da če ti napišeš v italijanščini nekaj, potem si celotno vesoljno cerkev tisto jutro obvestil o neki katastrofi v neki mali škofiji v mali Sloveniji. In ta katastrofa ima biblične razsežnosti. Zdaj, če ste šli pogledati, pa vi, ki tu v Italiji živite, ste to bolj sledili še kot jaz najbrž, če pogledate na Googlu Fittipaldijevo ukvarjanje, kaj je on pisal, Fittipaldi nikoli ni bil strokovnjak za slovenske razmere. Ne vem, če je kdaj napisal kakšen članek o slovenski manjšini v Italiji. Najbrž ne veste, da bi, Ja. Torej, niti toliko ni imel stika s Slovenijo, da bi, naprimer, pisal o vas. In kako lahko nekdo, kar tako, ne da bi imel tudi neko kilometrino na tem področju, naenkrat postane glavni pisec neke take zgodbe, če ni zato ustrezno suportiran iz slovenskega prostora. In Fittipaldi je bil suportiran s podatki in najbrž tudi z samim konceptom in idejo, kako je treba stvar narediti. In tisto jutro je ves Vatikan v italijanščini lahko bral, kaj se je zgodilo v Sloveniji, in seveda Vatikan in vatikanska diplomacija je pa občutljiva na afero. In tako so tudi odreagirali. Potem še morda malo kasneje kaj več reče. Zdaj najprej glede tega, zakaj. Zakaj je bilo potrebno preko tujine to lansirati? Zato, da si informiral celo svetovno cerkveno javnost, recimo v primeru zvonov, v primeru Patrije pa seveda firma, ki je prodajala orožje Slovenije, je bila iz Finske. In finski novinarji že vejo, kaj se tam s tisto firmo dogaja in kakšna je ta firma in kaj je počela in tako naprej. Se pravi, dodatna kredibilnost, da novinar iz Finske lansira nekaj. Ampak ta novinar iz Finske je bil seveda zelo previden na koncu. Kljub temu, da so ga suportirali in tudi vemo, kdo je bil glavni akter, se ni bila to več dobena skrivnost, da je bil Kos, eden od glavnih akterjev in konstruiral to zgodbo. Ampak novinar je tam bil vse tako previden, da je samo inicialke objavil, niti polnega imena ni objavil, ker točno vedel, da ima najbrž premalo resnih podatkov za to, da bi tvegal recimo s polnim imenom tudi potem še kakšne tožbe in tako naprej. Tako da, to sta bili edini dve aferi, ki sta imele resne politične posledice v Sloveniji in sta bile lansirane preko tujih medijev. In po mojem globokem prepričanju je seveda slovenska globoka država to dobro premislila, zakaj je to tako naredila in je bila izjemno uspešna. Morda, ne vem, bomo videli po teh volitvah, morda je voditelja Slovenske demokratske stranke zavedno blokirala v tem, da bi v slovenskem političnem prostoru lahko zavzel kakršnokoli še pomembno mesto. Morda, ne vem. Ampak posledice za njega in za njegovo stranko so nedvomno, ne samo v teh zadnjih 10 letih in 4 volitvah, kot ste rekli, bile usodne, lahko so tudi za naprej. Kar zadeva zvonov, je pa seveda tudi, poleg vsega tistega, kar smo prej govorili že o tem, kakšno je stanje duha v slovenskem prostoru, je seveda zvonov absolutno vplivala tudi na to, da je podoba cerkve v Sloveniji danes zelo slaba. In ne samo to, cerkev in vodstvo slovenske cerkve se je ob tej aferi postavilo v pozicijo
Ustrašili se smo, ker smo krivi. Popolnoma napačna pozicija. Ampak točno tista, kakršno nosi slovenski kristjan globoko v svoji podzavesti. Ne? Da se moram kar naprej mea culpa trkati na prsi, da nisem samozavesten, da nimam odnosa do hierarhije in do vodstva, kot ga jaz ilustriram z Ludvikom XIV, ki je rekel, leta sem moja, danes pa mi moramo reči, država sem jaz, ne? Vsak državljan mora biti Ludvik XIV danes, ne, v demokraciji in tudi v cerkvi. Bi morali imeti ta odnos. Ne? In kamorkoli sem šel po svetu, informacija o 800 milijonih minusa, ki ga je naredila neka mala škofija, še danes drži. Jaz pravim, Patria je 100% laž, zvonovi so pa 50% laž. Ker nikoli ni šlo za 800 milijonov. Ampak je šlo za 450 milijonov. In še takrat, ko so zvonovi šli v stečaj, so v svojem portfelju imeli nekaj 10 milijonov več, kakor pa so bili zakreditirani. In nisem si jaz mislil, ampak levi novinar Mariborskega večera Jager je v Večeru leta 2015 objavil, da zvonovi so bili rešljivi in sanacija kreditov je bila možna. Do leta 2015, do leta 2017 dokončno bi bili vrnjeni krediti, če bi banke sprejele sanacijski program, ki je bil pripravljen. Odskočila je katera banka? Ljubljanska banka. Kdo je bil predsednik vlade? Gospod Borut Pahor. Kdo je bil minister za finance? Gospod Križanič, ki pa je vsako nedeljo ali pa vse občasno v Črnučah tudi pride k maši. Pa smo spet pri onem, ki bere berilo. Torej, tu so seveda tudi bile stvari, ki so bile zgrajene seveda na napakah, ki so bile narejene strani tistih akterjev, ki so pri zvonovih igrali kakršnokoli vlogo. So bile narejene napake, absolutno. Ampak zvonovi niso bili investicijske družbe, ki bi imele slab portfelj. Glejte, lansko leto, spomladi, se je prodal Helios. Helios je neka avstrijska firma, ne vem, kak je ime, kupila za nekaj 100 pa nekaj milijonov. Potem je bila lastnica od 2011 do lanskega leta in je iz Heliosa naredila firmo, ki jo je prodala za 570 milijonov. Je to normalno? A mi lahko verjamemo, da nekdo v 5 letih naredi iz 130 milijonov firmo za vrednost 570 milijonov? Že tu je bila ena barabija. In komu je prodala to firmo za 570 milijonov? Isti firmi, s katero so se že zvonovi pogajali iz Japonske, da bi prodali Helios tej japonski firmi. In če bi zvonovi bili lastniki lansko leto, bi od prodaje Heliosa dobili toliko, da bi polovico vseh kreditov lahko vrnili. Pa to je samo en primer. Dobena firma, kjer so bili zvonovi lastniki, do danes resna firma ni propadla. Vse še obstajajo. Petrol obstaja, Cinkarna Celje obstaja, celo slavni T2 obstaja, ki je največji krivec za to, da so zvonovi jemali kredite. In T2 je šel preko, trikrat se mi zdi preko vrhove, preko ustavnega sodišča, da je zdaj postal njegov lastnik tisti, ki je delal mrežo. In T2 za svojo tehnologijo je seveda firma, ki ima prihodnost in ki bo pač nesla neka jajčka tudi v prihodnosti. Torej, tudi ta najbolj problematična firma, bi lahko rekli, v katero so bili zvonovi zapleteni, ali pa kjer so
pač na račun te firme jemali kredite, tudi ta še obstaja. In moja teza je, zvonovi so padli zaradi politične odločitve. Pa še ena stvar je, o kateri jaz nič ne pišem, ker premalo vem. Poglejte, do danes ni razčiščeno, kaj se je zgodilo z direktorom Abanke, z gospodom Žerdelom, ki ga je neki kamion podrl na cesti, ko je kolesaril. Še do danes ni ta postopek razčiščen in koliko jaz vem, tisti, ki je to naredil, ni odsedel niti enega dneva v zaporu. Pa nišče nič. Zanimivo se mi je zdelo pri tej oddaji od Lidije Hren, ki smo jo prej omenjala, ne? Niti z eno besedo nišče ni omenil Žerdele. Žerdele ni bilo. Pa je bil direktor Krekove banke, pa je bil direktor Abanke, ampak v tej oddaji Žerdele ni bilo. To bi veljalo gospod Hrenovo vprašati. Kako to, da v celi mreži, ki jo je raziskovala, nikjer ni naletela na ime gospode Žerdele in na usodo tega človeka, ki je končal v čudnih okoliščinah in ga je tam doletela smrt. Tako da, poleg politične barabije, je lahko še hipoteza, da je šlo za kriminalna ozadja. Omenili ste luknjo 800 milijonov, v javnosti so navrgli tudi cifro 1,5 milijardo, če se ne motim, do te točke. Ja, gospa Bratušek. Ampak zdaj je že zreducirala na 0,5 milijarde. Ampak od vsega tega danes na tem pogorišču, kaj je, kje smo danes, kaj se dogaja, kdo je pomagal rešiti, kar se je rešilo, kaj se bo še rešilo in kaj bo zgubljeno? Ja, zgubljeno je za tiste, ki so bili lastniki pri zvonovih, praktično vse. Kar zadeva našo škofijo, in to pač najbolj poznam, zato ker to tudi zadeva naš zavod, ne? Naša škofija je z bankami naredila dogovor, da mora do leta 2020 prodati vse svoje premoženje in bankam upnicam povrniti iz tega premoženja, mislim, da ena cifra je bila 17, druga je bila 27, jaz dokumenta nikoli nisem videl, pa tudi moram reči, da čisto točno ne vem. Naš zavod, vem, da je drugi največji zalogaj v tej zgodbi. Največja vsota je bila povezana z zemljišči in mi smo trenutno v fazi reševanja. Pogajamo se z bankami za končno številko, koliko bomo morali zbrati sredstev za to, da bomo zavod odkupili. In tu nam je zdaj priskočila na pomoč ljubljanska nadškofija, tako da malo lažje spim od februarja naprej, pa z mano tudi vsi naši sodelavci. Tako da to je pa tisto, s čimer se zdaj mi, bom rekel, na tej mikroravni ukvarjamo. Zdaj, tisti deleži, ki so bili v firmah, so šli na to znamenito slabo banko. Mnogi rečejo, da slaba banka je nastala zato, da imamo v Sloveniji še eno nacionalizacijo. In mislim, da niso daleč od resnice. Prejdimo k Patriji. Za zvonove ste rekli, da je bilo to laž na 50%, kar neka krivda je bila. Za afero Patrije pa da je to totalna laž. Vprašanje. Vi ste študirali pravo, jaz nisem pravnik, nisem sploh na čisto drugačno informacijo. Ko sem jaz to prebrala, to obtožnico, se mi zdela smešna. Kako je mogoče, da je to zdržalo v javnosti, v medijih, pri stroki, pri ne vem kom? To je možno z ozirom na tisto, kar sem na začetku povedal, ko sem jaz po 3 mesecih ugotovil, v kakšnem pravnem sistemu sem začel študirati.
In ker je ostanek tega pravnega sistema v Sloveniji prisotni, je možno to. To je ravno tako možno, ne, kakor recimo, ne da ne bom o drugih govoril, da o svojem primeru povem, ne, mene sedanji pravosodni minister, takratni predsednik tako imenovane protikorupcijske komisije ovadi zato, ker sem rekel, da je ta komisija vredna 0, Jozef. Zato sem bil ovaden. Zato sem se moral iti zagovarjati kriminalistov. Ko pa je on dobil informacijo, in to je priznal, da je dobil informacijo, da preko Ljubljanske banke potujejo čudne visoke sredstve denarja, pa ni čutil nobene potrebe, da bi koga ovadil, ker ni pristojen. Ironija te zgodbe, ne, moje zgodbe je, ne, jaz sem si obrambo sam napisal, v obrambi sem pa se poslužil največ citatov od gospoda Kosa, prvega predsednika. Nastopa na naslovnici. Ja, on nastopa tudi na naslovnici, ampak prvi predsednik protikorupcijske komisije je v času Klemenčiča to korupcijsko komisijo tako skritiziral, da sem jaz našel dovolj materijala za svojo lastno obrambo, ki je pred sodiščem tudi zdržala, ker potem se niso več z nami okvarjali. Mislim, gledajte, luda kuča, ne? To je luda kuča, to ni pravni sistem. Mi smo v eni zmešnjavi, ne, kjer smo uspeli krasno, ne, voditi za nos Evropsko unijo, pa Bruselj, pa vse tiste uradnike, kako smo pridni in kako vse poslušamo in kako svojo zakonodajo ustrezno prilagajamo in tako naprej, ne. Ampak žal, jaz moram reči, ne, nad tem Zahodom in na njihovim načinom razmišljanja sem v zadnjih letih totalno razočaran. Pojma nimajo, kaj se dogaja v bivših komunističnih deželah. Pojma nimajo. Ker če bi imeli pojem, potem bi seveda predno bi sprejeli kogarkoli v Evropsko unijo, zategnili prav na pravnem sistemu. Se vidite, kaj dela Boštjan M. Zupančič danes v Sloveniji, ki je vendarle bil neka avtoriteta, ne? In ker jim pove to, kar jim gre, ja, so ga tako rekoč že eliminirali, so ga diskreditirali. Hvala Bogu, da imamo med ustavnimi sodniki enega Jakliča, ki kar naprej nastavlja ogledalo. Že dovolj za to, da eden nastavlja ogledalo. In dejansko je treba reči, ne, ustavno sodišče je začelo razmišljati malo drugače. Zato, ker po mojem en pameten pravnik slovenski si reče, hop, kaj pa bo zgodovina o meni govorila? Da sem še 25 let po osamosvojitvi zmeraj zagovarjal staro marksistično, komunistično pravo, ki je v bistvu bilo zgrajeno na laži, na umoru in na principih, ki niso branili človeka, ampak sistem. Torej neko korak naprej je. A, seveda je. Ja. Zdaj samo negativne stvari govoriva, ne. Tudi to je korak naprej, da jaz lahko svobodno pišem in govorim in izdajam knjige. Ne, prej na začetku. Na začetku je bila slika nekaj. Večni vprašanje osamosvojene Slovenije, oziroma osamosvojene, ne še osvobojene, je tranzicija, ki je bila vedno zelo počasna, ampak pred nekaj leti se je ustavila, tako da so nekatere države nekdanjega vzhodnega bloka, ki so bile za Slovenijo, danes so pred njo zaradi tega. Zakaj se je ustavila in kdaj? Dve stvari sta po mojem tu ključnega pomena. Da smo ves čas blokirali dotok tujega kapitala in da smo ves čas nasprotovali privatni lastnini. V Sloveniji je vse, kar je privatno, še danes pri večina ljudeh nezaželjeno. Pri večini ljudeh. Vse je naše. In ker je vse naše, lahko vsak vzame tam, kjer lahko. Tako so nas učili.
Tako so nas učili 50 let. Ne? Oni, ki so bili na vrhu, so si veliko vzeli, oni, ki so bili spodaj, so si malo vzeli. Vsi smo pa kratli. Vsi smo švercali, vsi smo golfali in vsi smo imeli državo za mačeho. In ta miselnost seveda je še globoko v ljudeh in potem pri vseh korupcijskih zgodbah, ne, ki so dejstvo, ne, ljudje rečejo, vse so vsi isti, oni prej so kradli, ti kradejo, vsi kradejo, vsak, ki lahko krade, zakaj še pa ne bi jasne. In zato je odnos do lastnine in do privatne lastnine tako porušen. To je potem tudi na področju šolstva, ista zgodba, ne? Imamo skozi neko ideologijo zasebne pa javne šole, Štrukla poslušate, ne? Mislim, kot da je 1% zasebnega šolstva bo jutri ogrozil javno šolo in podobne bedarije, ne? Ampak ključnega pomena je seveda gospodarstvo. In na tej točki, ne, na točki posedovanja lastnine in upravljanja s kapitalom in z denarjem, tu seveda nove demokratične sile niso imele ne časa, ne možnosti, ne toliko oblasti, da bi lahko tu naredili resen preobrat. In ker ga niso uspele in niso mogle narediti, ne, ker po 2 letih je Demosova vlada padla, zato se je seveda lahko cela stara garnitura popolnoma regenerirala in danes obvladuje praktično vse, kar Slovenija ima. Vse to, kar je preostalo še nekaj, recimo, in pri medijih in nekje drugod, to je drobiž. In tu, če se povežem to tudi s vprašanjem cerkve, pogledajte, doben problem ni v katoliški cerkvi, da ima Vatikan svojo banko. Doben problem ni v katoliški cerkvi, da ima avstrijska redovna skupnost svojo banko. Noben problem ni v katoliški cerkvi, da imajo benediktinci 200, 300, 400, 500 hektarjev zemlje. Nišče tega ne problematizira. Samo v Sloveniji je to problem. Pa ne bom rekel, da je zdaj to ta pravi model. O tem se seveda da diskutirati, ne? Ampak, in to je pa tudi moj zagovor, recimo Krašovca, če hočete, ne? Do katerega sem v knjigi zelo kritičen. Ampak zagovor Krašovca na tej točki pa je. Mi smo vse naredili, da smo se 10 let pogajali za državo, zato da bi rešili problem financiranja cerkve in verskih uslužbencev. Strani politike, levo-liberalne, do danes ni prave volje, da se to uredi. Iz zelo preprostega razloga. Ker če je to pravno neurejeno, je vedno snov za manipulacijo. Krašovc je v ta pogajanja prinesel vaš italijanski model, preveden, prinesel španski model, preveden, kanadski model, avstrijski model, nemški model, hrvaški model. Dobena oblast, s katero smo se pogajali, dobenega od teh modelov ni resno vzela in nekako ga vzela kot analizo, na podlagi katere bi potem prišli do neke odločitve. In mi imamo, in to je imel kardinal Rode prekleto prav, da smo osamljen otok v Evropi, mi imamo 2 ključna problema nerešena v Sloveniji, kar se tiče države in verskih skupnosti oziroma cerkva. To je verski pouk in pa financiranje. In ker je to bilo nerešeno, ne, je pač potem seveda del cerkve, ne, šel v smislu, recimo temu, pač neke moderne ekonomije, del cerkve pa je šel v smislu konzervativne ekonomije, se pravi ljubljanska nadškofija. Ampak, pogledajte, to, da se duhovniki plačujejo preko mašnega namena, preko mašne intencije, to je tudi ekleziološko, cerkveno, pravno gledano najslabša možna varianta. Edino to varianto smo lahko imeli v komunizmu in še jo danes imamo.
In to ni v redu. Ni v redu, da ljudje duhovnika vzdržujejo preko plačevanja zakramenta. Ampak tako je v Sloveniji. In to so stvari, kjer mi nismo naredili dobenega koraka naprej in potem seveda se je pa jasno, da se je iskalo neke možnosti, ampak tisto, kar je bila največja napaka, je bila napaka dejansko v tem, da se ni zavedalo, v kakem okolju se mi gremo, finance, pa gospodarstvo, pa tako naprej. Če je Krašovec kdaj rekel, jaz z levičarji lažje sodelujem kot z desničarji, no zdaj pa imaš. Si sodeloval. Nekateri to so pravili tudi pri nas, potem so se odtekli v zamejstvu. Še zadnje, potem vas prepustim publiki, ker istočnic je kar nekaj. Mene je zelo prizadel letošnji, dražbo še kdaj so januarja, kdaj so nekaj, enkrat po zimi. Govornica v Draževšah je imela eno tako intelektualno grobost, da me je prizadela. In razlagi sta lahko dve, zdaj na podlagi tega, kar ste vi danes povedali, si lahko predstavljam tudi, katera od dveh je. Z psihološkega vidika ti si tako grob, ali če se čutiš tako močnega, da ti je vse dopuščeno, ali če se čutiš ogroženega. Torej, razlaga je prva, če sledimo temu, kar ste rekli doslej. Ja, jaz mislim, da se čutijo tako močnega, da si lahko to privoščijo. Moram pa reči, da sem tudi jaz presenečen, da neka povojna generacija mlajših ljudi, kulturnih ljudi, izobraženih ljudi, lahko nekaj takega od sebe da. Ampak, marsikaj sem že povedal o tem ozadju. In tudi recimo, če poslušate ljudi, ki pripadajo tako imenovani Združeni levici v slovenskem parlamentu, ne se vam lahko grejo lase po konce, kakšne bedarije ti ljudje govorijo. Kje so hodili v šolo? Ja, hodili so na filozofsko fakulteto na FDV. Na filozofski fakulteti je izobraževal ideolog kurnikov, na FDV pa je več takih kurnikov, s tem, da na FDV so tudi kvalitetni pa dobri profesori, tudi na filozofski. Ampak očitno, jaz tudi tako, kakšne naše bivše dijake, ki imam z njimi tu pa tam kakšen stik, vprašam malo, kakšno je vzdušje, kakšna je politična klima med študenti. To vsi rečejo, med študenti je vse levo. Vsi mislijo levo, ker je samo levo misliti racionalno. In to je katastrofa, da je samo levo misliti racionalno. Ampak, nažalost, je tako. Mi imamo, jaz bi rekel, da imamo mi danes strukturo na univerzi, profesorsko strukturo na univerzi, bistveno slabšo, kakršno smo imeli v 80-ih in 90-ih letih. Bistveno slabšo. Še eno vprašanje. Torej, kako si razlagate, da je šel skozi ta družinski referendum na tak način, kot si ga jaz nisem pričakoval? Ja, to pa si razlagam tako. Slovenski ruralc ima še zmeraj zdrav čut, kaj je normalno, pa kaj ni normalno. Zato se jaz štejem k ruralcem, ne k urbancem. Sedaj, jaz bi še nadaljevala, ampak dobro, prepustimo publiki, ne? Če ne nadaljujem. Jaz bom začel pri slovenskih bivših škofih, pri nekaterih. Mislim, da nikomu ni jasno, zakaj bivši ljubljanski nadškof je bil izgnan iz domovine. Pred kratkim je dal eno izjavo, ko so ga, ne vem, družine, ki je bila objavljena, je bilo vprašanje, ali vi veste, zakaj so vas izgnali iz Slovenije? Je rekel, ne vem. Ali mogoče to? In nikjer tega ni bilo objavljeno. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, vi ste prej omenil
župana iz Kamniškega. Ja, Šarca. Ja. Torej, on je po teh analizah, raziskavah, torej je prvi, on in njegova, recimo, tako zmanjala stranka, prvi na lestvici pred vsemi ostalimi, čeprav nima, ne vemo, kdo je, ne vemo, kam spada, ne vemo, kakšen program ima in ne vemo, kakšne ljudi ima. Torej, kako je mogoče, da Slovenci, ki so bili vprašani, so njemu dali največ glasov, glede na to, da niso imeli nobenega elementa, na podlagi katerega bi lahko izrazili eno svoje mnenje. Ja, lahko takoj postavim proti vprašanje, kako pa to, da so Italijani dali B po Grillu toliko glasov? Zakaj? Zelo enostavno. Ker če si ti medijska zvezda, zabavaš celi narod, narodu se za šankom zdi fajn, ker tam je eden, ki levo pa desno odriha čez vse. Tega postavimo za šefa, ta pravo pove, ta jim bo že dal vetra. Ivan Kramberger je bil ista zgodba. Še samo eno kratko vprašanje. Torej, slovenska tesnica, recimo, čeprav ta izraz za nas... Pomladna stran. Kako? Pomladna stran. Recimo pomladna stran, ja. Torej, edina možnost, da bi recimo zmagala, je ta, da bi se združevala. Vidimo pa nasprotno, da se dogaja kaj? Da stranke se, namesto da bi se združevale, se nastajajo nove stranke, nove stranke, strančice in tako naprej, tako da v zadnjem mesecu, v teh mesecih se jih je rodilo kar nekaj. To se pravi, da gremo v nasprotno stran. Kar se pa tiče glavne opozicijske stranke, recimo Janševe stranke, jaz mislim, da problem, da tam so v nekem začaranem krogu. Brez Janše stranka bi propadla. Z Janšo stranka ne gre nikamor. Zdaj, kjer je rešitev tega? Čeprav tako Slovenska demokratska stranka kot Nova Slovenija ima kar nekaj mlajših predstavnikov, ki so, mislim, zelo perspektivni in dobri, kar so se do zdaj izkazali. Kako bi se dalo to rešiti, ali je to možno, kakšna rešitev? No, bom začel tu pri zadnji, pa bom na koncu pri škofih, tam malo bolj dalj časa se zadržal. Zdaj, pri tem zadnjem vprašanju neki signali povezovanja tudi teh novo nastajajočih strank so, ampak mislim, da tu je ključna vloga in pa ključni problem Slovenske ljudske stranke v tem trenutku, ker Slovenska ljudska stranka v javnomnenjskih raziskavah bi se morala zavedati, da samo skupaj s Kanglerjem, Primcem in oni skupaj pridejo v parlament med 6 do 7%. Tako da tu bo Slovenska ljudska stranka odigrala ključno vlogo. Jaz mislim, da Nova Slovenija ni vprašanje, ali bo presegla praga SDS tudi ne, a bodo zdaj vsi skupaj imeli dovolj za sestavo vlade, to je pa zdaj seveda druga zgodba. Zdaj, kar ste vprašali za SDS, jaz ne bi rad bil seveda tisti, ki bom dajo recepte strankam, nekateri moji kolegi so tudi rekli, ne, Janša ne odstopi in tako naprej. Jaz tega ne bom rekel, ker se mi zdi, da to ni stvar recimo nas, ampak mora stranka sama znotraj sebe videti, kako in kaj naj stvari počne. Vendar, seveda, vzori in vzgledi v svetu kažejo, da je v nekem trenutku potrebno nujno narediti osvežitev znotraj stranke, če hočeš, da stranka lahko deluje naprej. In če se to ne bo zgodilo v ustreznem političnem trenutku, bodo pač stranke nosile svoje posledice. Zdaj, vprašanje, ki ga sicer niste postavili, ampak jaz mislim, da po predsedniških volitvah je Nova Slovenija naredila edino možno potezo, da je zamenjala predsednico. Mnogim to ni všeč, ampak jaz mislim, da to je bila reakcija na dejstvo, da je pač pokazalo, kje je domet
njihove do takratne predsednice, če hočeš in želiš, da boš imel kakšen procent več, moraš nekaj narediti. Tako da to se mi zdi je bila po mojem ustrezna poteza. Zdaj, povezovanje na desnem polu je tudi s to potezo se vendarle začelo dogajati nekoliko drugače, kakor pa je bilo to predtem. Tako da bomo videli, če desni ali pa rečemo bolje, osamosvojitveni pol na teh tokratnih volitvah zgubi, ne bo sestavljal vlade, potem jaz mislim, da se bo vse tisto zgodilo znotraj stran, kar bi se moralo zgoditi pred volitvami. Kar zadeva škofe. Vedno, ko dobim to vprašanje, za kar sem vam zelo hvaležen, uporabim nek paralelni problem in paralelne rešitve. Slišali ste vsi za Limburško škofijo in za škofa Van Elsna, ki je obnavljal škofijo in bi tam zabil neke milijone not in vsi nemški mediji so ga obdelovali in ga slačili do gat in razkrinkavali do onemoglosti. Kaj je Vatikan naredil? Vatikan je poslal v Limburg bivšega nuncija, ki je bil v Nemčiji. Nunci je bil en teden v Limburgu, jaz sem bil tisti mesec v Nemčiji, sem blizu spremljal zadevo, tako da točno vem, kaj se je dogajalo. Šel je od enega do drugega gremija v tej škofiji, zbral informacije, na koncu je bil njegov zaključek Nemška škofovska konferenca, v pol leta pripravite poročilo o tem, kaj se je zgodilo. Po pol leta je Nemška škofovska konferenca imela elaborat, črno na belem, Van Elsna pa je papež poklical v Rim in ga nastavil za tajnika tajništva za evangelizacijo. Kaj pa so slovenskimi škofi naredili? Poslali so jih v izgnanstvo. Ne da bi prišel en visoki dostojanstvenik iz Rima v Slovenijo, ne da bi kdorkoli naročil za tako težek problem, da je potrebno narediti elaborat, na osnovi katerega bomo naredili odločitve. To je moja zamera vesoljni cerkvi. Pa s tem nič ne rečem, koliko je bil in ni bil kakšen škof za kaj odgovoren. Pa da bomo še bolj aktualni. V januarju je pri sosednjih Hrvatih izbruhnila afera, da so kanoniki zakockali 50 milijonov. Zakockali pač. Zapravili so jih. A je že kjer je škof odletel? Je že kjer je škof v izgnanstvu? Ne, in tudi ne bo. Zakaj ne? Zato, ker se Hrvati drugače postavijo, kot so Slovenci. Tako vizavi svetne oblasti, kakor vizavi cerkvene oblasti. A niste vi že imeli nek tak podoben primer v zgodovini, ko so vam odstavili Sedeja pa Fogarja? Nam kar naprej nekaj odstavljajo. Mi smo pa tiho pa mirni. Pa vse požremo, ne? Meni so zamerili, ko sem rekel na televiziji, bomo tudi to požrli. Ja, seveda. Zakaj? Ker sem vedel, kakšni smo. Da vse požremo. In to, da so 3 škofovske glave odletele zaradi mariborskega primera, ne da bi razčistili najprej do kraja, kaj se je zgodilo, kaj se ni zgodilo in tako naprej, in zakaj se je tako zgodilo, kot se je zgodilo, to ni prav, to ni pošteno. Pa recimo, pogojno, da sta pač Kramberger in Stres imela neko objektivno odgovornost. Ja, kakšno objektivno odgovornost pa je imel škof Tunšek, ki je bil nastavljen zato, da rešuje potopljajočo barko? Če je že karkoli bilo tudi takega, da je morda narobe naredil, lahko da je kaj narobe naredil, ne vem, ampak on
je vendar bil postavljen v situacijo, ko je bilo že vse zafurano. Tako da, gledajte, jaz moram reči, da ta zgodba še bo gotovo morala doživeti enkrat temeljito analizo. Je pa nekaj zanimivega, ne? Na Jadrov članek, na njegove članke, pa na mojo analizo se do zdaj še noben ni oglasil s protiargumenti. Čakam. Vesel bi bil, da me eden sesuje, da nimam prav. Ampak mislim, da ne bom dočakal. Ima da še kakšno vprašanje? Mislim, da je slovenskemu kristijanu težko vstopiti v politiko. V naši družbi velja, da kristjan mora biti pošten, ne sme narediti napake, ne sme imeti ljubce in tako naprej. Torej, eno se gleda na slovenskega kristijana. Če mi je storjena ena krivica, pa da se bom temu uprl, se znajo odgovoriti tako, da jaz moram, da sem dolžan nastaviti tudi drugo lice. Torej, nas lahko toči. Smo krivi, nismo krivi, upirati se ne smemo, ker to ni krščanstvo. Torej bi rekel, če bi lahko malo rekel, kak ne bi bil slovenski kristijan, kako se moramo postaviti, kje se to konča. Ker dejansko me obremenjuje. Sem kristijan, 10 božjih zapovedi in tako naprej. To je težko. Ja, je težko. Ni pa nemogoče. In samo se reče, da je treba nastaviti drugo lice, ne? Nišče pa ne reče, da je Jezus vprašal, zakaj me biješ. To pa nišče ne govori. Ampak Jezus je tudi vprašal, zakaj me biješ. In je s tistim dal v bistvu neke vrste manevrski prostor tem, ki so ga obsojali in ki so ga bili, da bi se lahko premislili. Ne? Pa na vse zadnje, Jezusa so hteli že prej večkrat likvidirati, pa se je omaknil. Tudi ni glih tako, ko jagnjev zakol letel na vrat na nos, niti približno ne. Tudi tega dostikrat ne vidimo, da je pravzaprav šlo za nek zelo dolgi proces, predno se je zgodilo to, kar se je zgodilo potem na Veliki četrtek pa na Veliki petek. Zdaj, kar zadeva poštenosti pa politike. A ni največ nepoštenosti v družinah? Samo o tem nišče ne ve, pa nišče ne piše. O politiki pa seveda vsi pišejo, pa vsi vemo. Ampak, če je v Sloveniji 50% vseh zakonov razpadlo, potem je tam šlo za nepoštenosti, da ga ne razpadejo, če bi bilo vse ok, če bi se ljubili, te ne morejo razpasti. Pa nišče ne reče na osnovi te statistike, da je družina to, kar rečemo za politiko, da je, ne? Da ne bi povedal kaj, sem vendarle duhovnik. Se pravi, že percepcija politike. Zdaj, vi ste v Italiji, pa veste, ne? Italijanska politika je tudi omazana, ne? Ampak vsakega toliko časa ste imeli svetlo zvezdo kristjana, ki je šel v politiko in ki je z svojo osebnostjo vendarle bil morda celo neka rešitev v ključnem trenutku. Scalfari, recimo, predsednik nekdanje italijanske države. Njemu niso mogli učitati nič. Pa je prišel do položaja predsednika države. Torej se da, ne? In je možno. Tako da jaz imam tu tako stališče, ne? Dobro, seveda, ti prideš lahko tudi v politiki v neke zelo delikatne situacije, ki je politika stvar kompromisa, o tem ni dobenega dvoma. Ne? Včasih
je seveda tak kompromis lahko moralno sporen. Ampak takrat, ko je to na tej točki, moraš znati pravilno odreagirati, da boš ohranil svojo moralno integriteto in kljub temu ostal naprej v politiki. Belgijski kralj, ne, to je sicer malo smešno, ne, ampak vemo, kaj je naredil, ne, ker je bil proti splavu, za en dan je odstopil. Ampak za tisti dan je dal vedeti vsem državljanom, jaz se s tem ne strinjam, vrednostno ostajam nekje drugod. To lahko, s tako ali drugačno simbolično gesto lahko vedno to naredim. Ne? Tako da, jaz ne vidim tudi toliko teh težav, ali lahko mi recimo v političnem življenju shajamo z 10 zapovedmi in še več z zapovedjo ljubezni do Boga in do bližnjega in do samega sebe. Ne? Ljubezen do bližnjega v politični sferi je skrb za pravičnost. Ratzinger je v svoji okrožnici Bog je ljubezen napisal nekaj krasnih stavkov o politiki. On tam reče, politika je kraljestvo razuma. Kraljestvo razuma. To se sliši zelo drugače, kakor pa ona druga beseda, ki je v Sloveniji najbolj pogosto uporabljena. In on tudi pove, tam v nadaljevanju, ne, politika je moralno zavezana dvema stvarima, pravičnosti in miru. Je v službi pravičnosti in miru. In zato je tudi moralno in etično zavezana tema dvema vrednotama, pravičnosti in miru. In če politik sledi v bistvu tema dvema ciljema, mislim, da ne sme imeti hudih in prevelikih težav, vedno v opoziciji, če ni drugače, ne, lahko nastavlja ogledalo. Ampak to, kar sem prej rekel tudi za ustavnega sodnika. Zdaj sem trdno prepričan, da posamezniki lahko veliko spremenijo. Poglejte, zdaj zgodbo z Kovačičem. Kovačič je malo čuden človek, kot karakter težek človek. Ja, ampak tudi tako je, ne, on nima karizme, bom rekel, ne, nima karizme za politika. Ampak kapo dol, ne, možakar se je do kraja po pravni poti boril in je celo vlado postavil na laž. Ampak slovenska javnost bo iz njega naredila klovna. Pred referendumom bo totalni klon. Namesto, da bi slovenska javnost ugotovila, da je pravzaprav to človek, ki je izboril en košček pravičnosti v slovenskem pravnem sistemu in mu je treba dati klobuk dol, ga podpreti, iti na referendum in ga tu še z enim referendumom podpreti. Kajti s tem podpre pravno državo. In njeno ozdravitev v korenini. Zato, ker to, kar se dela pri nas z referendumi in tudi to, kar so zdaj naredili, da bomo šli 14 dni pred volitvami ali pa 3 tedne pred volitvami na referendum, to je tisto, kar pri ljudeh zbija moralo, da bi šli na volitve. Točno to zbija moralo. Po drugi strani, ne, pa je enemu človeku praktično, ne, se je imel, seveda je imel tudi nekaj pomočnikov in tako, ampak je bil absolutno tisti, ne, ki je teral zadevo do kraja. In je pokazal, da se da. Kdor od zdaj naprej v Sloveniji reče, da se nič ne da, tisti nič ne ve o tem, kako se da. Ker je Kovačič dokazal, da se da. Pa tudi Jaklič dokazuje, da se da. Še kakšno vprašanje? To da ni tako črno, ne? Ja. Več mediterano bi dano. To, da je Jaklič dokazuje, je včeraj dokazala predsednica Ustavnega sodišča Soldatova. Reže,
pravi popolnoma drugo, kar je govorila po 14. minute. Jaz bi vas vprašala v zvezi s to rošado v Novi Sloveniji. Ne? Tudi mene se zdi, pritrjujem vašemu mnenju, da je do rošade prišlo zato, ker jim je bilo ogroženo vstop v parlament in verjetno je bil to cilj. Ma vidite vi pozitivno tudi to povezavo v zvezi z SDS-om? To bi me zanimalo. Nova Slovenija. Da se povezujeta zdaj, malo drugače. Ja, tako se povezujeta na okroglih mizah, ne vem, če je vse tako lepo, kot zgleda. Drugo, kar bi vas prizvonovil, se strinjam z vami, da banke niso sprejele to sanacijo in tako naprej. Ampak moje mnenje je bilo, da je v teh zvonov prišlo tudi s pomočjo naših rdečih tajkunov, da je bilo to z ene strani nastavljeno cerkvi. Cerkva je videla pohlepi, morda tudi tisto, kar ste rekel, da je Kraševec mislil skozi to, verjetno tudi do denarja priti in tako. Ampak jaz mislim, da je bila cerkva tle zapeljana strani rdečih. Jaz mislim, da ni bila. Ja, ta s Petrola, Križanovski in tako naprej. Ja, pa ti so se bolj vpletali v zadevo. Jaz mislim, da izvirni greh je bil pri T2-ju. T2 je bil projekt, ki je bil prvotno predstavljen in ocenjen v višini 80 do 100 milijonov za investicijo. Potem Telekom ni hotel spustiti T2 v svoje omrežje, je medtem padla odločitev, da bodo gradili svoje omrežje. Ko so začeli graditi svoje omrežje, so pa milijoni leteli z šahlo skozi okno. In tisto je bilo seveda ključno, da so se zvonovi šli tako daleč zadolževati. In pol, ko so enkrat na tem vlaku bili in v tem vozu bili, pol je bilo težko ven stopiti. In seveda banke so pa tu bom rekel zdaj, ne tajkuni, ampak banksterji, banksterji so pa tu točno ugotovili, aha, na tej točki bo cerkvena finance in ekonomija šibka in če bo treba, bomo jo v nekem trenutku lahko začopati. To pa ja, in ker to dejstva v nadaljevanju potrjujejo. Medtem ko ti tajkuni, razni direktori in tako naprej, jaz mislim, da ti niso imeli tu nekega takega velikega vpliva. Še nekaj bi vas vprašal, to, ki nekdo vas je že vprašal, kako mislite, kako bo zmagla desna politična opcija, združena ali nezdružena. Jaz sem se strinjal z vami, jaz nisem popolnoma prepričana, ker vse te mehne strančice, ki so ključna, je ljudska stranka, ampak vsak bo šel posebej. In jaz se bojim, da primci in oni ne bojo prišli niti do parlamenta. Če nema šanse ljudska stranka, to zmehni. Oziroma samo skupaj mogoče, da se predruže ali SDS-u ali Novi Sloveniji, ne vem, jaz ne vidim Zidanška noter, Ampak tle problem vidim jaz to v mladini, v lastni družini in tako naprej, ker teh otrok sploh več ne zanima. Oni so apatični, še tisti, ki so bili, ne vem, za Janšu takrat, zdaj jim je s tem posojilom ali z ne vem čem, čeprav SDS je tako prepričala, da to posojilo ni nič naredilo. Je naredilo svoje. Seveda je naredilo. In to močno. Seveda. Ta aferca da pravi, da je to bilo nalaž narejeno. Kakorkoli je Janša pameten, tukaj ni bil pameten, zato ker je vedno imel to dvore za meč. Lahko se bo iz tega še silno popadlo, še kivati, ampak svoje je naredilo. Javno mnenjsko je to naredilo absolutno veliko škodo. Sigurno. In tudi spuščati se v take posle z nekimi takimi ljudmi, kot je Snežič in njegovo ozadje, to si ta stranka in Janez ne bi smeli privoščiti. Absolutno se strinjam s tem. Zdaj, kar se tiče teh malih strank, oziroma najprej tisto, kar ste rekla. Jaz mislim tako, da glede na proporcionalni sistem, kakršnega v Sloveniji imamo, tako, kot sem prej rekel, seveda dvema strankama, po mojem, ne grozi, da ne pride ta parlament, seveda pa vprašanje, koliko boste dosegle. Kar se tiče Tonina in Janše, po tistem, kar smo lahko zvedli, mislim, da sta si povedala, kar sta si imela zapovedati. In zdaj očitno en in drug pazi, da nič takega ne reče, da bi
povzročala oddaljevanje. To, da to ni na kako stvar še ne gre, je ta njihova linija, mi hočemo biti samostojni in ne bomo odvisni od Janše, od SDS-a in tako naprej. Glejte, vsaka stranka ima pravico imeti tu svoje stališče in svojo linijo in jaz mislim, da ima zato tudi najbrž kar nekaj argumentov in razlogov, ko gledam tako tudi na lokalni ravni. Res je, da veliki se vedno tako obnašajo, kot da mali morajo biti od njih odvisni. In to ni v redu. Tu mislim, da je prav, mora biti partnerski odnos, ne glede na to, a imaš ti 5%, pa oni 20%, ker ga rabiš v celoti. Za te male stranke pa bi rekel tako, jaz sem ves čas bil mnenja, Kangler lahko dobi na Štajerskem, na Gorenjskem pa na Primorskem ne more dobiti nič. Primc lahko dobi nekaj na Gorenjskem, na Štajerskem ne bo dobil nič. Na Primorskem ne boš tudi ne. Ampak Kangler in Primc vsak na svojem kupu lahko nekaj dobita, kar ne bi nišče drug dobil. In Slovenska ljudska stranka, ki je delala velike neumnosti v tem času, ko je bila tudi izven parlamenta, če bi bila pametna, bi malo požrla Kanglerja, ker je pač z njim imela te zgodbe, in bi šla v predvolilno koalicijo. Jaz mislim, da to bi bilo za vse tri in seveda za celotno zgodbo bi bila največja možna poteza, ki jo lahko ti ta mali naredijo, zato da pridejo v parlament. Sicer, če se to ne bo zgodilo, se lahko zgodi in se bo zelo verjetno zgodilo, da nobena od teh treh ne pride v parlament, so zgubljeni glasovi, ki grejo potem drugim, kot vemo, in potem ni nobene možnosti za to, da se spravi skupaj kakršnakoli drugačna koalicija kot leva. Levo-liberalna. Tako da, to je po mojem ključnega pomena, kaj se bo tu zgodilo. Zdaj, kar zadeva pa neke druge stranke, recimo tako kot je Požar, pa Dobovšek, jaz sem tam zelo skeptičen, da bodo ti fantje dobili kaj več. Zato, ker ti vendarle moraš imeti, ali imaš za sabo slovenski medijski prostor, ki te naredi, kot Košarca dela, pa kot je delo Jankoviča, pa kot je delo Cerarja, pol lahko dobiš na volitvah, ali pa moraš imeti lokalno bazo tako močno, da veš, da boš od tam dobil dovolj podpore. In ti noben nima. Ne glede na svojo televizijo. Nima te baze. Tako da se bojim, da temne tudi ne bo glih daleč nesel. Tako da, to je to. Ne pa, potitu tvita. Jaz sem tako sledil, če zmaga leva opcija spet. Kaj da to sledil, to bo Požar? Veste kaj, če bo zmagala še bolj leva, kot je zdaj, potem bomo pač dobili državni kapitalizem. Kitajsko. Malo kitajsko in vse, kar je privatno, vse to bo seveda v hudih škripcih in težavah. Plačamo narod, plačali bomo vsi, kaj pa bodo mednarodne konstelacije povzročile, če bomo dobili eno tako linijo, je pa seveda tudi veliko vprašanje, glede na to, da vidimo, kako se stvari mednarodnim sceni odvijajo, ki niso nič prijetne, nič sigurne, nič upajoče. Imamo tri velike akterje, Ameriko, Rusijo in Kitajsko, in nobeno od teh treh velikih akterjev se ne moramo zanesti pa reči. Zdaj, ta je pa tista, ki je tako pametna, da se na njih naslonimo. Nobeno. Tudi to, kar se v Ameriki dogaja, je vse skupen teater po svoje tudi. Pa še potem islamski svet po svoje. Tako da,
če ni drugih vprašanj, potem bi nocojšnji večer zaključili. Zahvaljujemo se dr. Ilhanu Štuhejcu, mislim, da z enim aplauzom, da smo zahvalili. Imamo knjigo na razpolago, jo lahko dobite v Atriju, danes je po znižani ceni, 20 € namesto 22,50. Tako kot običajno, mi potem nadaljujemo klepet v sosednjih prostorih ob kozarčku vina in ste lepo povabljeni vsi. Še predno se razidemo, povabilo naslednji teden, v četrtek bomo imeli v veliki dvorani predvajanje filma, dokumentarnega filma Marina zemlja. Lepo vabljeni. Hvala lepa za lep večer, za dobro poslušalstvo. Ugotavljam, da zmeraj je lažje biti prerok na robu Slovenije, kakor pa v centralni Sloveniji ali pa na Štajerskem. Kot ilustracijo vam ne povem. Hodim zdaj po celi Sloveniji s predstavitvijo knjige. V svoji domači dekaniji Ljutomeru in vse, kaj je vzhodno od Ljutomera, še nisem prestopil Praga. Tako da, zanimivo, ne? Vzhodna Štajerska je popolnoma ograjena od tega. Ampak hotel sem reči to, če kdo želi podpis v knjigi, sem seveda z veseljem na razpolago. Nikoli niste še nastopili pred prazno dvorano? To pa ne. In tudi na vseh predstavitvah knjig imam zelo veliko publike. Ja, to pa tudi, ja. Ampak, ne bom, ne.